Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 12. maj 2025. Z vami sem Mitja Sagaj. V nadaljevanju. Volivci so zavrnili zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Proti je glasovalo več kot 92% volivcev, potrebni kvorum je bil dosežen. Ob rekordnih cenah nepremičnin, razgibanih borzah in vse večji privlačnosti kriptovalut se številni Slovenci sprašujejo, kam naj varno in pametno naložijo svoje prihranke. Za mnenje smo prosili strokovnjake. Živahno dogajanje v mestu je minulo soboto prvič dopolnila Čaga okusov, ki želi postati stalna spremljevalka sobotnega dogajanja na osrednji mariborski tržnici. Bili smo tam. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Zakon o dodatku k pokojninam umetnikov so volivci, ki so na včerajšnjo nedeljo odšli na referendum, tako rekoč plebiscitarno zavrnili. Po preštetih več kot 99% glasovnic je proti zakonu glasovalo okoli 400.000 volivk in volivcev ali 92,5% tistih, ki so se udeležili referenduma. Za zavrnitev zakona je bilo potrebnih 338.491 glasov. Za uveljavitev zakona se je izreklo 7,5% volivcev, ki so se udeležili nedeljskega glasovanja. Volilna udeležba je bila slabih 26%. Referendum je sprožila SDS in njen prvak Janez Janša, ki je še uro pred zaprtjem volišč preko mreža X pozival k udeležbi. Da je referendum pokazal realno sliko politične sedanjosti in koordinate bodočega predvolilnega boja, v komentarju piše Večerova urednica kulture Petra Vidali, ki dodaja, da ni treba dvomiti, da bo opozicija kampanjo proti umetnosti nadaljevala. Z mano v studiu je odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik. Matija, kaj vse je razgrnil referendum, kakšni so prvi še čisto sveži odzivi in ocene? Pozdravljam, Mitja, zdravo poslušalke in poslušalci. Ja, tako za nas kot za politiko je seveda to na nek način že suha vaja, očitno pred volitvami, ki bodo čez slabo leto. V vsakem primeru pa je rezultat referenduma o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke pravzaprav jasen in prepričljiv. SDS in politična desnica, ki se je pridružila rušenju zakona o dodatkih pokojninam vrhunskih umetnikov, pravzaprav slavita prepričljivo zmago. Dosegli so predvsem tudi zelo pomembno kvorum, o čemer so marsikateri krogi v Sloveniji dvomili. Na politični levici so si očitno nekako predstavljali, da desnici na volišču na to temo ne bo uspelo spraviti dovolj ljudi, ker gre za specifično tematiko, ki zadeva majhno število ljudi, a so se očitno pri tem ušteli, ne samo ušteli, ampak močno odšteli. Prvi odzivi na obeh straneh so nekako pričakovani. Janez Janša in njegovi slavijo, kot pravijo, zmago razuma in prvi korak vrnitvi, citiram, ukradene domovine. V rezultatu vidijo dvojno zaušnico vladajočim. Janšev dolgoletni kolega, zdaj prvak demokratov Anže Logar, je Asto Vrečko, ministrico za kulturo, kjer so ta zakon pripravili, pozval k odstopu, vlado pa vsaj k razmisleku, saj da je bil to referendum v vladi. No, na politični levici je bila pred kamerami za zdaj predvsem ravno ministrica za kulturo, kar je jasno in logično, ampak dejala je, da to ni bil njihov zakon, češ pripravili so ga le zaradi zahtev Računskega sodišča in da v tej igri sploh niso sodelovali, kar zveni pa trenutno, glede na rezultate, ki jih vidimo, nekoliko komično. Seveda v igri so bili, četudi je bila njihova igra poziv k bojkotu. Vrečko je dejala, da je bilo to preštevanje desnih volivcev za skoraj 7 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. No, v tem pa seveda nekaj resnice je. Šlo je gotovo za vnovično prižiganje kulturno-bojnih ognjev, za mobilizacijo, ki se jo na desnici zelo radi poslužijo. Volitve so namreč blizu, omenil sem že, da je do njih zdaj že krepko manj kot eno leto, kar pomeni, da so politične stranke ne samo v startnih blokih, ampak so iz njih že stekle. Premier je do trenutka, ko to snemava, ostal še brez izjave oziroma se ni oglasil. V Svobodi so v ogenj poslali samo mlajšo poslanko Žibert.
A gotovo nedeljsko dogajanje za premijeja ni dobra novica, je že res, da ta referendum takšnega naboja in takšne mobilizacije kot znameniti referendum o vodah ni imel in da številke niso primerljive, a pripeljati 400.000 ljudi proti nekemu zakonu, ki se je dotikal peščice ljudi, zagotovo politično ni zanemarljivo. Res je torej že mogoče govoriti, kakšne bodo politične posledice referenduma, kakšne poteze lahko pričakujemo na eni in tudi na drugi strani. Najprej lahko seveda dvomimo, da bi vlada lahko hitro potegnila kakšne zelo usodne poteze, da bi uslišala denimo kakšne pozive k odstopu ali predčasnemu umiku z oblasti, četudi se v politiki nikoli ne ve in oblasti, ki ne kaže dobro, se kdaj tudi poslužijo takšnih manevrov. Prva bo zagotovo, kot že rečeno, na udaru ministrice za kulturo Asta Vrečko. Prvi udarci so proti njej, sva rekla, že poleteli. Ali bi lahko torej premier Golob v zvezi z njo potegnil kakšne poteze? Ta hip ne vemo, nimamo informacij. Spomnimo pa, da so Andreja Vizjaka, protagonista referenduma o vodi na vladni strani, v levih strankah, ki je bila, Levica je bila tedaj v opoziciji, pozivali naj odstopi. Nedvomno pa lahko rečem, da bo ta rezultat nekoliko vplival na Golobove delnice, predvsem v krogih levih političnih strategov, ki zagotovo že zelo vroče preigravajo, kdo se lahko naslednje leto najbolj enakovredno zoperstavi Janezu Janši. Na desnici so dejansko stestirali, v kakšni mobilizacijski formi so, in očitno ta hip relativno solidni, a kot je rekel Janez Janša, že v Celju po sojenju, bitka se je šele pravzaprav začela. So pa sebi zanimivo dokazali, referendume so velikokrat izgubljali, da lahko očitno na teh frontah tudi dobivajo in da lahko ustavljajo vladne zakone. Zato je na mestu mogoče nekoliko provokativno vprašanje, ali bomo kakšen referendum v naslednjem slabem letu do volitev še videli. Potihem ciljam na kakšno pokojninsko reformo ali kaj takšnega. Vse je mogoče. Ministrica za kulturo kljub hudi klofuti zakonu trdi, da poziv k bojkotu vendarle ni bil napaka. Kaj meniš ti? Očitno je bil napaka glede na rezultat. Politična levica, sicer vemo, samo promovirana kot velika branilka slovenske kulture, slednji s to odvračalno držo gotovo ni naredila usluge. Kulturniki so bili pač izbrani strani desnice, opozicije, kot neka tarča, ker v znamenitih Bannonovih učbenikih pač trdijo, da je treba pred volitvami sile desnice pozicionirati proti elitam. Te recepte je uporabljal Trump in jih uporabljajo številni politiki desne provenience. Veliko manipulacij in laži je bilo res, da v tem referendumskem boju, a očitno v politiki cilj pač upravičuje sredstva. In gotovo se je pokazalo, da pozivanje k bojkotu v demokraciji ni rešitev, namreč odločanje o neki stvari se prepusti v roke nekoga drugega na milost in nemilost tistim, ki mogoče v tej bitki zasledujejo neke popolnoma drugačne in ne nujno vsebinske interese. To v resnici ni bil, kot rečeno, samo referendum o kulturi, o pokojninah, ampak je bil predvsem predvolilno testiranje, pozicioniranje, ogrevanje in vse prej drugo kot odločanje o tem, o čemer se je v resnici odločalo. Če pa so se že odločili za neko taktiko pozivanja k bojkotu, pa je bila očitno na politični levici, Levica in Svoboda sta pozivali k bojkotu, SD ne. Ta kampanja na njihovi strani izpeljana slabo, medlo, gotovo veliko slabše kot kampanja SDS-a. Super, kako naprej, bomo videli že kmalu, leto bo kratko. Matija, hvala za te poglede in pogovor. Hvala lepa. Več preberite v Večeru in na večer.com. V času rekordnih cen stanovanj, razgibanih kapitalskih trgov in rasti zanimanja za kriptovalute si vse več Slovencev zastavlja vprašanje, kam investirati prihranke v letu 2025, v nepremičnine, delnice ali kriptovalute. Slovenci tradicionalno zaupamo nepremičninam.
Več kot polovica gospodinjstev ima v lasti kar 2 nepremičnini ali več. Po drugi strani pa do delnic in drugih finančnih instrumentov še vedno pogosto gojimo nezaupanje. V zadnjem desetletju pa so se kot resna naložbena alternativa uveljavile tudi kriptovalute z obljubo visokih donosov, a tudi s precejšnjim tveganjem. V negotovih makroekonomskih razmerah vlagateljev nepremičnine še posebej privlači dejstvo, da gre za otipljivo premoženje, ki ima svojo vrednost neodvisno od borznih tveganj, je prepričan Nejc Rokavec, nepremičninski posrednik iz nepremičninske agencije La Real. Anže Burger z ljubljanske fakultete za družbene vede opozarja, da smo s politikami omejevanja gradnje, nizko obdavčitvijo nepremičnin in poceni hipotekarnimi posojili ustvarili sistem, ki spodbuja pretirano vlaganje v nepremičnine. Po njegovem mnenju to zavira razvoj gospodarstva. Namesto da bi denar varčevalcev v večji meri stekel neposredno na kapitalske trge podjetjem, obleži v bankah, ki ga nato posojajo posameznikom za precenjene nepremičnine, je prepričan Anže Burger. In zato vlagatelji pogosto spregledajo druge oblike investiranja, kot so delnice in ETF skladi, še pravi sogovornik. So pa tukaj še kriptovalute. Marko Pavlović, investicijski svetovalec z licenco borznega posrednika, meni, da bi morale kriptovalute čim prej postati del vsakega naložbenega portfelja. Po njegovem naj bi izpostavljenost portfelja kriptovalutam znašala do 5%, pri bolj dinamičnih vlagateljih pa lahko do 10%. Podrobnosti preberite v Večeru in na vecer.com. Živahno dogajanje v minulem vikendu je na osrednji mariborski tržnici obogatil nov kulinarični dogodek Čaga okusov, ki je že ob svoji prvi izvedbi privabila veliko število obiskovalcev, ljubiteljev dobre hrane in pijače, ki so bili nagrajeni tudi z dobrim vzdušjem ob glasbeni podlagi. Dogajanje na osrednji mariborski tržnici na Vodnikovem trgu je bilo ta konec tedna še posebej pestro, kajti na zgornjem platoju je bil še zeleni sejem, na katerem so se predstavili ponudniki z naravnimi, ekološkimi in trajnostnimi izdelki, idejami za zelen življenjski slog, izmenjevalnicami in zanimivimi delavnicami. Medtem ko je zeleni sejem na sporedu 2-krat na leto, bo Čaga okusov potekala vsako soboto na tržnici. In je nekaj novega, pri mariborskih tržnicah pa so dogodek pripravili v sodelovanju s podjetjem Delize, ki je tudi novi najemnik ribarnice na tržnici. Tako so bile na stojnicah na voljo tudi morske specialitete, pa seveda domače štajerske klasike, kot so pečena rebrca in burgerji, azijske dobrote pa tudi originalni prekmurski langaši. Nataša Matijevič, predstavnica mariborskih tržnic, je prepričana, da po dobrem obisku to soboto ponudnikov tudi v prihodnje ne bo težko pritegniti. Da gostje takšno dogajanje pogrešajo, še posebej tujci, ki podobno ponudbo poznajo iz tujine, tukaj pa je doslej ni bilo, je dodala Nataša Matijevič. Čaga okusov bo torej poslej na voljo vsako soboto od 10. do 20. ure na spodnjem platoju tržnice, torej pred ribarnico, kavarnico in trgovino. Več o dogajanju preberite v Večeru in na vecer.com. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj 12. maja 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskanje Spletni večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Naročite se na Večer je zjutraj. Se beremo in slišimo.